Nahajamo se v prostoru za umetnost Kibela v Mariboru, kjer trenutno gostimo razstavo Jerneja Forbicija, ki nosi naslov Prekleta lakota za zlatom. Razstavljena so monumentalna dela, tako da so slike precej velike, sicer z izjemami par manjših del tudi. In prvo, kar vidimo, je sama pokrajina, tako da Jernej Forbici spada v sodobno umetnost in slika pokrajine, torej naravo specifično. Lepo je pa tudi prikazana sama tehnika, torej ima klasično tradicionalno slikarstvo iz 19. stoletja, ker ga je tudi močno navdihnil umetnik John Constable, Anglež. Kar je lepo videti na sami tej razstavi in v slikah od umetnika je morda glih ta preplet. Torej vidimo nekaj iz preteklosti, v smislu same slikarske tehnike, je več nanosov, je več slojev, slike so reliefne. Sam umetnik je šel tudi v London za specifičen čas, kjer je pač tudi spoznal umetnika. Se pravi, John Constable je tudi bil angleški slikar pokrajin in je tudi študiral samo njegovo tehniko slikanja. Je vidna pač večslojnost, v večini od slik se tudi nahajajo bodisi zlati lističi, večina slik je tudi akril, tako da akrilna barva absolutno prevladuje. Hkrati tudi za pač večje površine je morda včasih lažje z akrilom, ker se akril tudi hitreje suši, je pa tudi olje. Tako da prevladuje mešana tehnika akrila in olja. Razdeljena slika je načeloma, vsaj večina slik je razdeljenih na dva dela. Torej imate v zgornjem delu slike so oblaki, nebo, recimo tudi določena drevesa. Pa imate na sredini horizont, v spodnjem delu slik pa ponavadi prevladuje voda, jezera, potoki in podobno. Tako da zgornji del je precej tradicionalni, torej v slogu slikarske tradicije 19. stoletja, v spodnjem delu slik se pa pol nekako začne razvijati ta novodobna zgodba, tako da je malo bolj spodnji del slik sodoben, ki pa pač zgodba govori o današnjem času, kako ljudje se obnašajo do narave, tako da je vidik precej ekološki, iz nekega vzgiba zaščititi naravo oziroma pač pošiljati sporočila v svet skozi umetnost, da bi morda lahko človeštvo bilo malo bolj pazljivo, bolj varovalo samo naravo, okolje, živali, seveda tudi soljudi. Specifično tudi za njegova dela je sam kolorit, tako da na prvi hip, ko zagledate slike, absolutno vidite pač naravo, je neka lepota, čudesa narave, drevesa, kot že prej rečeno, široki kot, imate pač ogromno za pogledati si in uživati v bistvu v samem pogledu. Ampak je pa pač nekaj lahko rahlo motečega in to so specifične barve tudi, tako da imaš občutek, da gledaš malo bolj, kot da je neka kovina znotraj slik ali pač nek oblak, neka meglica, ki je pač malo bolj metalnega pridiha ima oziroma celo mogoče kemičnega. Barve, o katerih specifično govorim, so recimo rdeča barva, ki se navezuje na rdeče blato, tako kot imate tudi rahle rumene, ki malo bolj na neke kemične osnove skoraj da delujejo. In cianid barva, ki pa pač je ponekod v jezerih, ki lahko tudi nakazuje na recimo, da jezera, ko zacvetijo, se bakterije razmnožujejo in pač postane tak specifična cianidna barva. Zakaj je to pomembno? Pomembno je zaradi tega, ker v samih slikah ni prisotnega človeka, torej ljudi ni, ampak ljudje so v bistvu prisotni v svoji odsotnosti.
So pa prisotni v tem, da onesnažujemo oziroma uničujemo okolje kot človeštvo. Tako da slike po eni strani prikazujejo lepoto, po drugi strani pa imajo to na prvi hip skrito sporočilnost, ampak ko pa začneš tudi spremljati samega slikarja in veš, čemu se sam umetnik nekako usmerja v svoji umetnosti, je pa pač to, da nakazuje, pač da postane glasnik same narave kot take. In kar pač vidite je, recimo imate odložene smeti, ki se kopičijo kot kupi, imate na prvi hip deluje kot neka škatla, pač torej spet smeti odložene v jezeru, na poljih, potem imate rdeče tokove oziroma jezera, ki so pač lahko kot strupi tovarn in podobno, ki so pač zliti v samo naravo kot tako. Zanimivost pri umetniških delih od Forbicija je glih to, da prvo, kar vidimo, je lepoto, torej vidimo naravo, vidimo nekaj čudovitega, vidimo pač zemljo kot lepo, kot takšno, kot je. Šele sekundarno se pol ugotovi, da se nekaj dogaja znotraj teh krajin in razgleda, ki ga pač gledaš. Ampak sama konotacija morda lahko vseeno zavinemo na pozitivno plat, tako da v bistvu napetost, ki jo ustvari med lepoto in temi strupi oziroma onesnaževanjem okolja, ki je, mislim, da je toliko bolj močna v njegovih delih, zato ker je ta kontrast zelo močen, torej med lepoto in onesnaženjem same narave. Specifično pa je tudi, če pogledate na samih slikah, kako je slika postavljena, v ospredju so ponavadi cvetlice, rože, kar je normalno, ker pač, ko gledate samo perspektivo, so pač ti predeli bližje vam. Z umetnikom smo se pač pogovarjali tudi je ena znanost, ki se ji reče fitoremediacija, torej jaz na rože in cvetlice v Forbicijevih delih gledam kot na morda naše rešitelje v prihodnosti in fitoremediacija recimo je ekološka znanost, ki se ukvarja s tem, da posadite specifične rastline, cvetlice, recimo na onesnaženo okolje ali polje, in one v bistvu črpajo ven iz zemlje določene strupe. Sicer so še to v nekih nežnih razvojih, je pač ta znanost, ampak prihodnost je lahko, ne glede na kar nažalost dela človek z naravo, je vseeno lahko zelo lepa. Mislim, da imamo kar dosti možnosti tudi glede tehnologij, ki so in ki še bodo prišle, da se lahko obrne na boljše. Pa imate še tudi specifično, kar je za Forbicija znano, so te bele črte. In bele črte lahko vam tudi nakazujejo kot na ranjena polja oziroma na neke brazde v sami naravi, ki jih pač nažalost ljudje puščamo. Se pravi nekaj, kar uničujemo ljudje, bodisi da se zlivajo strupi v zemljo ali v vodne tokove. Potem imamo v sami postavitvi razstave, na sredini prostora se nahaja tudi herbarij, kjer so razstavljene cvetlice. Metaforično je mišljeno, da morda, ko enkrat nas več ne bo, pa tudi za naslednje rodove, da se ohranijo recimo cvetlice, rože, ki so včasih še bile prisotne na zemlji, morda pa jih v prihodnosti več ne bo. Tako da je v bistvu, ponavljam, metaforično je pač kot spet neka sporočilnost, da dajmo paziti na naravo, na svoje okolje, ker ogromno vrst se uniči, izumira in pač herbarij pa je na nek način, kot da greš v muzej in si recimo ogleduješ žuželke, ki več ne obstajajo, ali pa specifični metulji in podobno, tako da v bistvu gledamo cvetlice, ki jih morda več enostavno čez 20, 30 ali pa še prej let več ne bo. Ampak je tudi vrsta sporočilnosti, tako kot pač same slike narekujejo. Ja, ta človeški vidik, kaj delamo za naravo, kako ga
kako jo zaščititi. In sam umetnik v bistvu je pač se podal na pot, kar je v bistvu zelo lepa pot, da skozi svojo umetnost, torej skozi njegov medij, je postal nek varuh narave.